Si pripravljen na 25. maj? Kaj prinaša GDPR in kaj pomeni za digitalni marketing, izveš v tej oddaji. Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat je na sporedu 56. oddaja in Zora nam bova govorila o tem, kaj nam prinaša GDPR v digitalnem marketingu. To oddajo lahko spremljaš tudi v obliki podcasta preko iTunesov oziroma Soundclouda in drugih agregatorjev podcastov. Zdaj, če si nisi ogledala tudi prejšnje oddaje, ko sva govorila o Facebook Pixelu, to lahko narediš sedaj s klikom na link oziroma s kopiranjem linka v brskalnik in si jo ogledaš in potem skočiš nazaj v to oddajo. Zdaj pa najbolj, da greva v to oddajo, razen če imaš še kaj zapovedati, Zoran? Ne, mislim, da si vse pokril, tako da dajva kar skočiti v ta GDPR, tema, o kateri se že zadnje pol leta noro veliko govori v marketingu, v podjetjih, v vseh praktično oddelkih, kjer se ukvarjamo z obdelavo podatkov. Kaj to sploh je GDPR oziroma General Data Protection Regulation, kot se je reče v angleščini, oziroma po slovensko splošna uredba o varovanju osebnih podatkov. Treba je povedati, da smo že do zdaj imeli relativno strogo zakonodajo na tem področju že v Sloveniji. GDPR pa bo v bistvu nad to zakonodajo, oziroma gre za uredbo, ki velja za celotno Evropsko unijo in tako velja v vseh državah članicah. Mi bomo sicer pripravljamo nek zakon, ki bo do določene mere tudi malo prilagodil tiste zadeve, ki se lahko prilagodijo GDPR-ju, ampak tisto, kar je pomembno, ta zakon oziroma uredbo moraš poznati, ker bo veljala v celotni Evropski uniji. Zakaj je bilo to sploh uvedeno? Namreč upravljeno je bilo kar nekaj raziskav in na koncu izpade tako, da se ljudje nismo zadovoljni s tem, kako se naši podatki obdelujejo. Mislim, da je en podatek, da 15% ljudi ima samo občutek, da ima popoln nadzor nad svojimi podatki, kar je izredno majhna številka in to je točno tisto, kar želijo s tem zakonom oziroma uredbo popraviti. Ok, kaj pa prinaša? Najbolj, da gremo na novosti, ki jih prinaša GDPR, in sicer prva izmed takih je, ki je že Zoran zdaj malo napeljeval na to, je, da nam prinaša boljši nadzor nad osebnimi podatki, lažji dostop in na vse zadnje to strožje ureditev. Se pravi, da bodo ljudje bolj lahko imeli pregleda nad svojimi osebnimi podatki. Mogoče tudi zdaj, ko je to zelo aktualno, nekaj take, kar je tudi že Facebook začel delati. Sigurno ste dobili v Facebooku, na Instagramu, da ste šli ponovno čez te podatke, ampak to ni bilo samo zaradi GDPR-ja, ampak zaradi zadnjega skema, ki se je zgodil. In Facebook je šel čez eno novo tako zadevo. In nekaj podobnega lahko tudi pričakujete zdaj iz strani celega enega kupa podjetij, ker bodo mogla zbiranje teh osebnih podatkov prilagoditi novi zakonodaji. Ja, se od mnogih si zagotovo že dobil kak mail z tisti, ki dobro to delajo, so zapakirali v neko drugo vsebino in so rekli, evo, zdaj pa potrdi, če so to tvoji podatki, če so ta pravi in če jih lahko še naprej uporabljamo v neke marketinške namene. In to je tisto, kar v bistvu GDPR zahteva od vseh podjetij, da dobijo od svojih uporabnikov, svojih subscriberov, kakorkoli fanov in tako dalje, informirano privolitev, da se strinjajo z obdelavo njihovih podatkov oziroma z uporabo teh podatkov v neke promocijske namene. Kaj to pomeni informirana? To sigurno ne pomeni, da so vsi boksi vnaprej odkljukani oziroma obkljukani in tako dalje, o tem bova še govorila, ampak da dejansko uporabnika seznanimo transparentno, zakaj se bodo njegovi podatki uporabljali in v kaj pravzaprav privoljuje. Uporabnik bo imel tudi pravico do izbrisa vseh teh podatkov oziroma delnih podatkov, kakor se bo za to odločil. Hkrati bodo tudi mogla podjetja prav osebo, kako se temu reče, postaviti obvezno osebo, ki bo skrbnik teh osebnih podatkov v določenem podjetju.
Se pravi, tej osebi se bo rekel oseba za varstvo podatkov, Data Protection Officer, in ta oseba bo imela potem cel pregled na tem. In če se bo karkoli zgodilo s temi osebnimi podatki, da bi bil nek vdor, bo podjetje moralo poskrbeti, da v največ 72 urah obvesti, da je prišlo, uporabnike obvesti, da je prišlo do tega vdora. In to velja ne glede na to, ali so vikendi, ali so prazniki ali kakorkoli, treba je to tudi prijaviti informacijskemu pooblaščencu. Glede te osebe, o kateri je pa Nejc govoril, tukaj pa daj res preveriti, kako tudi velja za tvoje podjetje, ker namreč za neka manjša podjetja in za manjše obdelovalce to ni nujno potrebno. In pa še ena zadeva, s katero nas precej strašijo, ki jo ta uredba upeljuje, je to, da bodo kazni tisto, kar če naredite neko kršitev, bodo veliko više. Govori se o tem, da bo od 4 milijone, da je maksimalna kazen, če se ne motim, evrov oziroma 4%. Tako 4%? Pardon, 20 oziroma 4% letnega prometa, karkoli je više. Zdaj, jaz sem se tudi veliko pogovarjal s pravniki glede tega in primerljiva zakonodaja s podobnimi kaznimi se seveda v Sloveniji preslika na nekoliko nižje kazni. In povedali so mi, zdaj ne vem, koliko bo to držalo, vse bo pač pokazala praksa, je, da v Sloveniji lahko pričakujemo najvišje kazni nekje tam v rangu 150-200 tisoč evrov. Se pravi, verjetno res ne bo šlo do 20 milijonov, je pa to nek maksimum, do katerega lahko gre. Ok, zdaj pa pogledajmo, kaj to dejansko pomeni v praksi. In prva taka zadeva, ki jo bodo mogla podjetja narediti ali pa so jo že, je, da spremenijo splošne pogoje uporabe spletne strani. In tukaj bo potrebno uporabljati zelo enostavno izražanje, se pravi, da ni preveč zapleteno, ampak da ga ljudje razumemo. Hkrati bo treba popolnoma natančno opredeliti, zakaj točno podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo. Se pravi, ne bo več dovolj, uporabljamo podatke za remarketing aktivnosti. Ampak bo potrebno čisto natančno specificirati, za katere remarketing aktivnosti leto uporabljamo. In če bomo kdaj v prihodnosti tudi spreminjali to, za katere namene uporabljamo remarketing, bo uporabnik mogel ponovno privoliti, zaradi tega, ker se ni v začetku strinjal, da za tiste remarketing aktivnosti. Točno to. Seveda je treba tudi opredeliti, kako tudi v prihodnje načrtujemo, da bomo podatke uporabljali, kdo jih bo uporabljal, na kakšen način, na katerih kanalih, in vse to je treba relativno, oziroma ne relativno, pa kar natančno opredeliti v splošnih pogojih. In bolj je, da gremo zdaj širše, kot pa da čez 3-6 mesecev nekaj dodajamo, ker se bodo uporabniki ponovno mogli strinjati. Tako da zdaj natančno naštudirajte, kaj so vse tisti potenciali, za katere boste tudi lahko v prihodnosti uporabljali, pa jih še ne uporabljate. Se pravi, pojdite široko že zdaj, ker če ne, boste izgubili nek marketinški potencial, ki ga bi drugače lahko kasneje izkoristili. Ok, in tisto, kar sem že omenil oziroma sva omenjala, je ta izrecna privolitev. Mnogi so že zdaj vpisani naprimer na tvojo e-mail listo, ampak te njihove elektronske naslove uporabljaš v 101 namen, za katerega oni v bistvu niso dali privolitev, ali pa saj ne toliko natančno. In zdaj bo treba od vseh teh ljudi dobiti ponovno privolitev, da se lahko njihovi podatki uporabljajo v neke namene, ki jih vi sicer tudi že zdaj uporabljate. To, da vsi tisti maili, ki jih dobivaš, da ponovno potrdiš, to je točno to. In če dam en primer, za vsako stvar, kaj pomeni izrecna privolitev? To pomeni, da jaz točno rečem, ok, moj telefon, mojo telefonsko številko lahko uporabiš za to, da me pokličeš v primeru težav, ne moreš mi pa pošiljati promocijskih sporočil, naprimer. Zdaj, če dam en bolj podroben primer, rečemo z področja digitalnega marketinga, velikokrat bomo v elektronskih sporočilih boš zasledil, da se uporabljajo neke dinamične vsebine. Da moje elektronsko sporočilo, ki ga dobim od nekega podjetja, zgleda drugače kot recimo od Nejca. In to so te neke dinamične vsebine. In zdaj te dinamične vsebine meni podjetja pošilja na podlagi mojega vedenja, na podlagi tega, kako jaz brskam po strani, kaj sem si shranil v košarico, kdaj in tako dalje. Za vse to jaz nisem dal izrecnega dovoljenja.
Kar pomeni, da mi zdaj več oni te dinamične vsebine ne morejo servirati. Ni dovolj samo neko kazanje teh vsebin na podlagi vedenja ali pa demografskih lastnosti, ampak mora biti izrecna privolitev, kar sem že večkrat omenil, ali pa vsaj izražen nek legitimen, nedvomno izražen interes. Tako je. Zdaj mogoče, če tudi pogledamo še eno zadevo iz prakse, in sicer kako je do zdaj mogoče neka forma izgledala na spletni strani, ki smo jo izpolnili, in kako izgleda zdaj. Bomo na ekranu pokazali primer in kakor lahko opazite razliko, to, kar je bilo zdaj in trenutno ni skladno oziroma ne bo skladno z GDPR-em, je, da ni nobenega boksa, okenčka, kjer bi se uporabnik čisto točno strinjal, zakaj privoli, zakaj se bodo zbirali te podatki, ampak je samo napisan splošni opis. V primeru GDPR-a in po tej novi zakonodaji pa lahko opazite, da sta narejena dva okvirčka, ki jih bo mogel uporabnik obkljukati, da se bo strinjal, da mu mi točno določene zadeve pošiljamo. In kot vidite, na tem primeru je en primer za specifično vsebino in drug primer, da se on strinja, da mu lahko tudi splošno vsebino v obliki e-mailov, v obliki newsletterjev pošiljamo. In to ne sme biti vnaprej izpolnjen, ampak bo moral uporabnik sam narediti kljukico in s tem dati soglasje, da se strinja s pošiljanjem teh sporočil. Zakaj je pravzaprav ta sprememba? Naprimer, nekdo želi prenesti neko vašo e-knjigo, neko e-book, ki ga v tistem trenutku potrebuje, ker so noter neke informacije. Zato, da ta e-book dobi, bo pustil svoje elektronsko sporočilo. Ampak on se v tistem trenutku morda ne strinja s tem, da mu vi pošljete še e-mail za nek webinar, ki se dogaja čez 14 dni. On zato ni dal privolitev. Oziroma jo zdaj v skladu z GDPR-jem mora dati. Če te privolitve ne da, mu vi lahko pošljete e-knjigo, ne morete mu pa dati ostalih oziroma ga druge nekimi marketinškimi sporočili in mu pošiljati, mu jih servirati in tako dalje. Zakaj je to pomembno? Je zato vedno razmišljati z te logike. Če je za izvedbo neke storitve, izvedba storitve v tem primeru, katerega sem omenil, je downloadanje e-booka, potreben elektronski naslov, potem se za to lahko uporabi. Za recimo webinar, katerega pa on se ni izkazal interesa, pa vi tega elektronskega naslova ne morete uporabiti, enostavno, ker on ni izkazal interesa in dal nekega izrecne privolitve. Tako je. Cool. Mislim, da sva za današnjo oddajo vse povedala, razen če bi še kaj dodal. Mogoče bi sam to, veliko sem predvsem jaz danes govoril o e-mail marketingu, vas sva to nakazvala in to je tisto, kar bo tudi najbolj zadelo oziroma najbolj vplivalo na delo, če gledamo z vidika GDPR-ja. Tisti, ki se ukvarjajo z e-mail marketingom, pa morda z e-mail avtomatizacijo. Predvsem te aktivnosti bo nekako treba ponovno premisliti in jih prilagoditi. Verjetno se bodo nekako razlikovale od dosedanjih praks in bodo malo podjetja mogla biti tukaj kreativna, kako bodo zdaj zapeljala celoten marketinški lijak. Če nekdo, ki si omenil e-knjigo s nami, kako ga bomo potem mogoče spodbudili, da se vpiše na neko splošno e-mail listo. Oziroma, da na koncu kupi naš izdelka, ker če ne bo on kliknil tam e-mailinga, da prejema, bomo mogli biti malo kreativni, kako celoten marketing zapeljati, da bo pa na koncu ta oseba, ki je e-knjigo si downloadala, na koncu mogoče tudi, da se bo tista prodaja, konverzija zgodila, kakorkoli že. Dobro. Ok, to je to. To je to. Naslednjič bova govorila o tem, kako uspešno reciklirati vsebine na digitalu. Če imaš pa še kakšno vprašanje glede GDPR-ja, kakšen komentar na to dajo, pa napiši vse skupaj v komentar. To je to za danes in se vidimo naslednji teden. Lepo se imej in živijo. Čau. Why be